Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Danes je bila seja posvečena izbiri sočasnega generalnega direktorja. Lahko. Dobar dan, pozdravljeni v mojem imenu. Sem Irma Gobanec, predsednica sveta zavoda. Želela bi vas obvestiti, da je na današnji izredni seji svet zavoda soglasno podprl imenovanje gospoda Marka Juga, doktorja z področja travmatologije, kliničnega oddelka, namestnika predstojnika tam, docenta na medicinski fakulteti, izvaja vrsto nalog in aktivnosti tudi na mednarodnem področju, priznan strokovnjak, ki se nam je tudi pridružil tukaj. Jaz bi gospoda Juga predstavila na moji levi, kar prosim, če lahko pristopite, pa na moji desni kolega notranji član oziroma podpredsednik sveta zavoda, gospod Čeh, s katerim, ki zastopa se pravi precejšen del zaposlenih z področja zdravstvene nege in je njihov zastopnik v svetu zavoda, in bi predlagala, da mogoče kar naslovite kakšna vprašanja. Sicer bi pa rekla, da je imenovanje soglasno. Doktor Juga izrazita izkazana podpora strani sveta zavoda prizadevanjem, da najdemo kandidata znotraj javnega zavoda, ki zagotavlja nadaljnje kakovostno in razvoj tako inštitucije v medicinskem, pedagoškem smislu, predvsem pa v korist in kakovost našega zdravstva. Tako da hvala lepa za enkrat. Če zdaj novi sočasni direktor, Tako, prosim. Marko Juk, on zna hišo dobro in ve, kaj se spušča, tako da izvolite. Hvala lepa, moje ime je Marko Juk. Zahvaljujem se predsednici za izkazano zaupanje. Gre za izjemno odgovoren položaj, posebno v tem času, ki pred klinični center postavlja izjemne izzive. Sam sem kot človek zrastel v kliničnem centru. Klinični center mi je dal priložnost, da sem začutil, kaj pomeni življenje, tudi kaj pomeni izguba življenja. Zato bom kot zdravnik, kot direktor vedno prvo postavljal v ospredje pacienta, zdravje. Zagotovo se bomo ukvarjali tudi s finančnimi težavami, ampak mislim, da smo kot družba dovolj bogati, da pri zdravju ne bomo stiskali in da bomo maksimalno zagotavljali razvoj stroke, kar je naš največji izziv. Seveda so tudi druge konkretne težave, začenši s težavami na urgence, ki se jih bomo takoj lotili. Moramo prvo natančno preučiti, kakšno je stanje z predvidenim rekonstrukcijo ali obnovo kliničnega centra. To bomo izvajali v varnih okvirih, tudi če bo to zahtevalo morda nekaj več sredstev. Enostavno ne moremo dovoliti, da bi izpostavljali ljudi nepotrebnim tveganjem. To je moj vidik, kot sem rekel, kot zdravnik postavljamo v ospredje človeka in zdravje. In upam, da bo vse stalo temu sledilo. Hvala. Hvala, zdaj pa mogoče se bo dokončno vprašanje, mogoče še podpredsednik sveta, mogoče pa on lahko, gospod Juk je začasni direktor, mogoče več o postopkih. Dobar dan vsem skupaj. Naj povem najprej, da smo vsi člani sveta soglasno podprli dr. Juga pri kandidaturi, spoštujemo njegovo odločitev. Smo veseli, da smo najdeli znotraj naše hiše človeka, ki je imel pogum stopiti v tako velike čevlje, sploh v tej situaciji. Trenutno situacija ni zavidljiva. Smo pred velikimi izzivi in zavedamo se tega, da si ne smemo dovoliti stopicanja na mestu. Želimo nov veter, svež veter v naša jadra, ki nam omogoča, da gre naša ladja naprej, torej klinični center, da ne stojimo na mestu, ampak stremimo k razvoju in čim prejšnji neutralizaciji trenutne situacije. Tako da čestitam gospodu Jugu še enkrat za pogum, da je se odločil za ta korak in sklenil pomagati ustanovi, kot je klinični center Ljubljana. Hvala. Jaz bi pa mogoče samo v tem svojstvu, da ne pozabimo, da je svet zavoda danes tudi obravnaval predlog za razpis, javni razpis, ki bo izdan 20.9. Vemo, da so zakonski roki v zvezi s tem precej kratki. V 30 dneh moramo poiskati oziroma sprejeti vloge, jih pregledati, ovrednotiti, pogovoriti se s kandidati.
Tako da 20.9. je tisti začeten datum, od katerega dalje se bo ta rok tudi štel. V zvezi s tem je bila konstruktivna razprava, nastavljena časovnica in verjamem, da bomo v iskanju primernega kandidata, ki bo razbremenil dr. Juga, ki tudi ostaja še v svojstvu dela dneva opravljal zdravniški poklic, s kateremu je zavezan prvo, nam to pripomogli, da preidemo v tem začasnem obdobju prehoda na naslednje korake in strategijo in pripravo strategije pač samega javnega zavoda UKC Ljubljana. Da, hvala. Ja. Da je mišljeno, da ne ostane potem še s polnim mandatom, oziroma če kar vas vprašam, imate ambicije potem tudi prevzeti vodenje UKC s polnim mandatom? Jaz sem zdravnik po svojem poslanstvu in tudi svojem znanju. Tukaj bom na razpolago za reševanje predvsem strokovnih težav, seveda bom pomoč pri finančnih problemih in rešitvah iskal tako v svetu zavoda, kot v drugih pomočnikih, ki mi jih klinični center zagotavlja. Ne pretvarjam se, da sem najboljši kandidat, zagotovo ne. Vidim se kot neko tehnično rešitev v omejenem časovnem obdobju, v katerem pa upam, da najdemo kandidata, ki bo lahko popolnoma pokril celoten spekter, tako strokovno, finančno in bo zagotavljal neko perspektivo v prihodnosti. Mislim pa, da je ta izkazano zaupanje zdravnikom oziroma samim predstavnikom kliničnega centra neki premik, ki pokaže na to, da je čas tako daleč, da smo na tem trenutku, na tej točki, da moramo res začeti posvečati pozornost ne samo kapitalskemu donosu, ampak predvsem zdravju, strokovnosti obravnave. Kajti, ukolikor bomo sledili samo finančne vidike, obstaja tveganje, da bo stroka in s tem tudi končna oskrba trpela. Tega se nikakor ne moremo dovoliti. Vsi smo tukaj zamenljivi, vsi smo nadomestljivi, edino klinični center je v našem prostoru nenadomestljiv. Ne, absolutno ne, zato smo vezali moj mandat na 2 meseca, sicer z možnostjo podaljšanja, ukolikor ne bi bilo še kandidata. Kot še enkrat zagotavljam, to je tehnična rešitev, dobra volja vseh nas, zato ker si zaupamo in verjamemo, da vsi vidimo rešitve v isti smeri, v dobri smeri za ljudi. Zato sem tudi to prevzel. Ne domišljam si, da sem pa idealen kandidat za klinični center na dolgi rok. Začetek, bi rekel, same prenove je bil izredno ambiciozen, vendar je bil morda preveč pogojen z razpoložljivim denarjem. Sam ta razpoložljiv denar je nekako zelo povečal ambicije v zmožnostih in verjetno so te začetne ocene presegle realne možnosti kliničnega centra. Nikakor ne moremo si v tem trenutku dovoliti, da bi zaprli polovični klinični center in zaradi obnove nikakor ni mogoče zagotoviti enakega nivoja storitev. Seveda bomo nadaljevali z obnovo, vendar v meri, ki bo zagotavljala zadostno oziroma enako stopnjo strokovne obravnave. To tudi ministrstvo od nas pričakuje in to je naša zaveza ne samo do ministrstva, ampak do vseh ljudi. Bolnikov naj pod mojim mandatom ne skrbi, kar se tega tiče. Tukaj ne bomo delali po vzvodih kapitala, ampak bomo delali po vzvodih dobrega za človeka. Ne bomo ljudi izpostavljali tveganju, dokler ne bomo vedeli zagotovo, da lahko to obravnavamo po varni poti. Zagotovo to pomeni podaljšanje, kakor jaz to vidim, rokov, ampak seveda potrudili se bomo maksimalno, da jih roke čim bolj skrajšamo. Vendar problem kliničnega centra niso roki na papirju, problem so roki izvedbe.
In čeprav so roki na papirju lahko idealni, nas življenje uči, da se vedno soočamo z nepredvidljivimi težavami. Zato je moja ne želja, ampak zahteva to, da ko vstopimo v intenzivno prenovo, imamo dodelane vse možne izhode. Jaz sem kirurg. Pri kirurgiji velja neko pravilo. If you fail to plan, you plan to fail. In tukaj smo na istem. Plani morajo biti izjemno jasni, dodelani dokončno in potem se bomo spustili v intenzivnejšo prenovo. Jaz imam SP, vendar ga uporabljam samo kot sodni izvedenec, ne delujem v nobeni zdravstveni ustanovi, nimam nobene popoldanske ambulante, nimam nobenih pritiskov kakršnihkoli oblik, ki bi kakorkoli vplivali na moje življenje, razen moje družine. Se vrnemo na finančno stanje, letošnje izgube ne bi bile rekordne 60 milijonske, kako boste reševali, čeprav začasno? Poskušali bomo iskati pomoč v svetu zavoda, kjer imamo izvrstne strokovnjake, in če nam bodo pokazali, kje so te vatli, ki jih lahko uporabimo, da bomo zmanjšali izgubo, bomo to seveda tudi storili. Ampak kot pravim, jaz sebe vidim tukaj predvsem kot garanta zagotavljanja trajnosti strokovne obravnave in v upanju v nadgradnji. Torej, jaz ne vidim sebe kot finančnega reševalca kliničnega centra. Ja, mene zanima, kako vi ocenjujete delo vašega predhodnika, ki je bil deležen katerih očitkov strani ministra za zdravje in pa mogoče transparentnosti, mogoče član Gibanja Svoboda, kako je povezani s to stranko. Nisem član nobene politične stranke. Verjamem v iskrenost in v nesprenevedajoč odnos. Verjamem, da zdravstvo je, kjer je, zato, ker smo se ne leta, ne mesece, ampak desetletja sprenevedali o tem, kje smo, kam gremo. Torej, kriviti eno osebo za stanje, v katerem smo, mislim, da ni primerno. Seveda rezultati niso dobri. Bil sem svet zavoda tudi še pod starim direktorjem, zavedali smo se izgub, ampak v tistem trenutku smo razumeli, da so izgube bile nekako, ko ne rečem, neizbežne. Zdaj, vkolikor v nov svet zavoda vidi, pravim, metode, kako te izgube zmanjšati, bomo seveda absolutno se teh metod prijeli. In verjamem, da obstajajo načini, kako izboljšati poslovanje. Kot pravim, se bom tukaj poiskal pomoč v strokovnjakih in vidim jih v svetu zavoda. Namreč želim si, da svet zavoda mene nadzira. Želim si, da me izrazito nadzira. Želim si, da mi pomaga delovati v dobro vseh nas. Sveta sem eno vprašanje, ali lahko v bistvu te nekak napoved doktorja, ki je rekel, da on predvsem se bi bil v luči tega zdravstvenega dela, ne pa kot finančni, razumemo v bistvu nekak potrditev napovedi premierja, ki je rekel, da si na tem mestu želi človeka s finančnim ozadjem, ki razume korporativno upravljanje, torej v bistvu na nek način sledite premierju. In pa še, če lahko vprašam drugo vprašanje, če ne bi gospod Golobič odstopil, bi ga svet zavoda razrešil ali ne? O tem je v resnici neprimerno sklepati. Zgodil se je scenarij odstopa. Kaj bi bilo, če bi bilo, mislim, da ni potrebe iti v nadaljevanje tega. Komentirati predsednika vlade ne mislim, zaradi tega, ker to je neprimerno z moje strani. Sem bila imenovana soglasno za predsednico sveta zavoda. V zvezi s tem imam določeno mero vprašanj, pobud, želja, zahtev, kot ocenjujete. S tem v zvezi smo opravili 2 redni seji, naslovili vsebine tako strokovnega dela, tako finančnega dela in iščemo konsens in skupno možnost sodelovanja. Zdravniki so ključno jedro zdravstvene institucije, kot je UKC. Strokovnost na prvem mestu, ki jo izrazito poudarja dr. Jug že tudi na vseh sejah prej in verjamem, bo tudi vnaprej. Iskanje konsenza je bil že ta primer, da se ga lahko imenuje, da se je s to kandidaturo strinjal, da je potrdil in dovolil sploh uporabiti njegovo ime v kontekstu reševanja in pripadnosti tej inštituciji, da za seboj drži
da rečemo kot predstavnik zaposlenih zdravnikov in zobozdravnikov ključno mesto v prispodobi tega, ali se ta zavod rešuje na način z metodami, ki so primerne za tak zavod, s kulturo, kot jo ta zavod ima, številčnostjo in kompleksnostjo različnosti klinik, da narečemo znanjem, ki ga vključuje in da ne spregledujemo tudi pač vseh profilov navzdol, tako zdravstvenega, pa tudi nezdravstvenega dela osebja in verjamem, da je to edini možen odgovor. Verjamem, da si predsednik vlade želi povsod usposobljene strokovnjake, hkrati je pa zagotovilo, da smo se zavezali vsi medsebojno ta soglasnost odločanja in tudi pripadnost, ki jo vsi, ki smo imenovani v ta svet, pa naj bodo to predstavniki vlade, naj bodo to predstavniki notranjih deležnikov, ki so zlasti ključni, to zelo izpostavljam, plus še 2 pripadnika oziroma zastopnika mestne občine in pa Zavoda za zdravstveno zavarovanje. To je osnova, spoštljiv odnos, osnova, pogovor in iskanje skupnih ciljev, ki jih lahko nekoliko drugače ocenjujemo, koliko časa traja, da jih dosežemo, ali pa gremo v pravi smeri, pa mislim, da ne bi smelo nobenemu biti težko, da prepozna, ali smo na istem, ali se zelo, zelo razlikujemo. Ta test danes, da dokažemo, da je volja podpreti notranjega človeka za toliko dolgim CV-jem, boste videli, verjetno bo šlo pač v medije, kaj vse dr. Jug zmore oziroma v čem vse je vključen kot strokovnjak, pa hkrati zagovarja to profesionalen odnos in se je temu klicu odgovornosti odzval z omejenim obsegom časa delovanja, pa hkrati nam je naložil tudi nazaj, da mu bomo pomagali, kar je absolutno podprto bilo strani čisto vseh članov današnje seje. In zato verjamem, da je nujno to zagato oziroma javnosti, ki je zainteresirana izrazito, da ta UKC deluje vsaj tako ali še bolje, hitreje, več, moramo pa zagotoviti tudi v sistemskih spremembah, tudi z določeno mero več kvalitete na strokovnih področjih, zdaj govorim pa izven zdravstvenega dela, da se izpostavi posameznike oziroma tiste dragocene sodelavce v prihodnje, da bodo tudi lahko razvijali na zdravstveni ekonomiki, tudi na sistemu, da rečemo, časov, v katerih se deluje, koliko so ekipe velike, ampak vse v konsenzu. Izven tega pač ne bo šlo. Jaz tako ocenjujem svoje vloge članice oziroma predsednice trenutno sveta zavoda. Hvala lepa. Brela še eno. Ali bo gospod Golob deležen kakšnega denarja od zdravnine ali da je odstopil z tega delovnega mesta, morda kot direktor ali obstaja v kliničnem centru, to bi želel vse. Gospod Golobič z jutrišnjim dnem ni več generalni direktor UKC Ljubljana. Z njim oziroma je svet zavoda uredil pravice, ki mu gredo po pogodbi o zaposlitvi in se nanašajo zgolj samo na del dopusta, ki ga ni mogel izkoristiti. Ostale pravice mu ne gredo. Tako, to zakon o sistemu plač v javnem sektorju določa, smo preverili kot člani sveta in utrdili to prepričanje. Osebno sem govorila z njim, sva se sporazumela, da rečem v tem delu, kaj je pričakovanje, kaj pa je realnost oziroma kaj reče pravna podlaga in znotraj tega pač smo. Se pravi, nič odpravnin in podobno.